Živijo, dragi moji, evo, zamujam, eno minutko. Živijo, upam, da ste dobro. Evo, še en četrtek, 2020, s Tanjo Skaza, z vašimi vprašanji in z mojimi izkušnjami. Ja, danes sem zbirala med eno in med drugo temo. Ena tema je bila takšna, ki sem dosti v teh vaših vprašanjih, videla ogromno strahu, koliko imamo strahu, a to naredimo v redu, a bo to ok, a bo ono. In strah je ena taka tema, ki bi jo želela odpreti z vami, malo se pogovoriti o tem strahu, predvsem zaradi tega, ker sem prepričana, da je strah naš največji sovražnik, da naredimo korak naprej. Ampak tokratno temo sem zbrala malce drugačno, ker je bilo veliko vprašanj na temo tudi tega, kako naj najdem prave ljudi, nikoli ne najdem, privlačim negativne ljudi, zakaj ne najdem pravih oseb, da lahko začnem funkcionirati z njimi, sodelovati, se povezovati. In je bilo kar nekaj sklopov na to temo, to pomeni tako interno kot tudi zunanje. In zdaj imam najprej eno vprašanje za vas. Tako krasno, to mi je ful všeč, mi boste nekaj napisali. Vsi tisti, ki ste z mano, tisti, ki pa niste z mano, tisti, ki pa še niste z mano, pa boste naknadno prišli, boste pa pol pogledali. Če mi lahko odgovorite, najprej tudi hvala, ker ste z menoj, če mi lahko odgovorite, zakaj, ali se povezujete in sodelujete z drugimi podjetji, z drugimi, poslovnimi partnerji, dobavitelji, ali pa naprimer, kako sodelujete, kaj je tisto, a to vidite kot nekaj, kar je povečanje vaše dodane vrednosti, ali vidite nekaj, kar ni nekako, ne čutite energije za to, da bi skupaj funkcionirali in delali. Evo, to je mogoče prvo vprašanje, ali sodelujete s podjetji, z dobavitelji, dobavitelji strankami, komorkoli, če čutite, da potrebujete pomoč, zato da ste lahko dosti boljši. In, naprimer, če ne boste na to vprašanje odgovorili, lahko mi napišete, kako sodelujete. Lahko tudi razmišljate v timu. Zaradi tega, ker me res zanima, ali res velja pravilo v Sloveniji, da manjša kot smo država, manj se ljudje povezujejo. Bolj so odmaknjeni eno drugega, bolj pazijo, skrbijo za ta svoj kotiček. In čisto vaša mnenja, če mi jih boste podali. Bom vesela vaših mnenj. Tako da, ker je nekaj takih vprašanj na to temo, predvsem to, resno, tako kot sem prej povedala, da bom še enkrat poudarjala. Ok, in najprej naj vam povem, da je že prav zgodovini je veljalo pravilo, da so ženske nabiralke, moški pa so lovci. In potem smo mi se nekje v tem času zgubili. In ta druga stvar, to je zelo pomembno, da si zapomnite, to bi tako želela, da vam ostane v spominu, ker bom iz tega potem zgodbo celo naredila in tudi povedala mojo zgodbo. Ta drugi del pa je, da je v podjetju 80% družinskih podjetij in od tega, da pravo informacijo povem, da mogoče ne bom številko, sem sekundo, da vam čisto konkretno številko povem, in od tega 94,7% mikropodjetij. To pomeni od teh 80% je 94,7% mikropodjetij. Kaj pomeni mikropodjetij? To je od 1 do 10 zaposlenih, da malo približno veste. Zakaj je tudi to pomembno? Ok. Prva zadeva. Ko so me vprašali 1 leto, ali pa rečemo 2 leti pol, to nič ni to skrivnost, to so mi tudi določeni moški povedali, da preveč potenciram ženske, da preveč devam ženske v ospredje. In eni so celo me poimenovali feministka. In takrat sem jaz tako pogledala in sem bila spet tiho, mogoče moška energija bi prišla ven in bi izbruhnila in bi rekla, ne, to ni, in bi poskušala nekako to dokazovati. Ker sem bila pa v ženski energiji, pač sem samo utihnila in sem rekla, ok, če me vidite kot feministko, me vidite kot feministko. In zdaj, če mi dovolite, ne bom prebrala veliko, ampak vsi tisti, ki ste prebrali mojo knjigo, pa veste, da je eno celo poglavje, ne samo eno poglavje namenjeno temu,
ampak po mojem mislim, da v 2 poglavjih se zelo jasno najdem in napišem zgodbo o svoji moški energiji. Vse se navezuje na to, ali se Slovenci povezujemo, sodelujemo in si pomagamo. In zdaj, če mi dovolite, bom samo prebrala, res, samo tale del bom prebrala, tako da boste slišali, Ana. Nočem biti možača. Tudi v moškem svetu lahko uspeš žensko energijo. Ljudje so me v začetku te spremembe malce čudno gledali, kaj se dogaja s Tanjo. Nekateri so bili kar v šoku. Mnogim ta pristop celo ni odgovarjal. Presenečena sem pa bila, kako so bili rezultati z mojo spremembo iz zaigranega lovca, to pomeni iz lovca, to je moška energija, v naravno negovalko na vseh področjih boljši. Mogoče še en tak stavek, ki sem ga želela. Doma vsi moški želijo imeti negovalko, ampak v službah pa direktorji želijo imeti lovce. In ženska, ko gre v vlogo lovca, je v moški energiji in vodja. Zdaj bomo pa prišli naprej. Mogoče so samo Galilejo, sem takrat od Galileja noter dala, pa bom raje slovensko prebrala, Ana. Ljudi ne moremo ničesar naučiti. Lahko jim le pomagamo, da odkrijejo, kaj že imajo v sebi. In to je danes moj cilj. Danes samo to želim deliti z vami, kaj lahko odkrijete, kaj je v vas. Ana. In na kratko, da vidim, če je še karkoli, drugo pa ne bom, da ne bomo predolgi. Da se bomo držali nekak ure, 20 minut, ki mi nekaj kar ne uspe. Mislim, to zato, ker se nisem nastavila na to. Nisem zmanifestirala 20 minut. 20 minut. Ampak mogoče zato, ker želim to informacijo vam predati. Prepričana sem, da ko so mi rekli, naprimer, si feministka, daješ velik poudarek na ženske. Ne, jaz dajem poudarek na to, da sem bila včasih ženska v moški energiji. In to ni prav. Že Jack Ma, to pomeni lastnik Alibabe, je leta 2015 povedal. 2015, veste, kdaj je to? Tako da lahko mogoče njegov intervju pogledate, kaj je na video, kaj je dal. Da pride čas žensk. Da pride čas žensk, kjer bojo začele graditi odnose, kjer bojo svojo čustveno inteligenco, svojo empatijo povezali ljudi, da bojo ljudje začeli gledati drugače. In to je bil tisti moj cilj. Ker sem rekla, najprej je moje glavno sporočilo in moja izkušnja, da svojo zgodbo prenesem na ženske in da svojim ženskam rečem, da z moško energijo ne bodo mogle voditi, ne bodo se povezovale, ne bodo sodelovale, manj pa še pomagale ena drugi. In moj cilj je nekako bilo, da z mojo zgodbo to opišem in da vsaka poskuša najprej spoznati sebe. Konkretno sebe, kdo v resnici je, da poskuša biti ranljiva, povedati. Mislim, danes občudujem eno damo, ki mi je napisala, tako da vso pohvalo, ki mi je napisala, vsi me vidijo kot močno, samozavestno, pozitivno osebo. Jaz sem pa navznotri ranljiva, mogoče ne vem, zdaj mi je zdaj napisala ranljiva, ampak se ne najdem, bi rada zadihala. To pomeni, želi povedati, da se čuti prazno navznotri in ne ve, kako naj naredi korak. In zdaj se vrnemo nazaj. Dokler bo ženska v moški energiji, zdaj pa še mogoče malo, da se vrnem nazaj, zakaj je ženska v moški energiji. A lahko še to? Lahko še to povem. Bom še to povedala. Če pogledamo nazaj, jaz sem že zdaj podjetnica več kot 20 let, podjetnica, menedžerka, voditeljica. Če gledam 45 let, z 22 sem začela, 23 let. Če pogledam nazaj, ni bilo nobenih ženskih pristopov vodenja. Veste, kakšni so bili pristopi? In še danes, marsikatero podjetje take pristope uči. Samo kazalniki, cilji, tap. To je vse trdo procesi, tap. To ni nič mehkega, to je trdo, ne more biti bolj trdega. In ko si ti odprt za to, ko si ti želiš uspeha, ko ti želiš rasti, se ti nauči samo te poti. In druge poti ni. Jaz sem prepričana, da človek, ko postane moder, ko gre skozi razne izkušnje, ko gre čez razne hribe, gre v jame noter, ko gre ven iz jame, da šele takrat v resnici začne spoznavati, kako je pravilno voditi. Res. Zaradi tega, ker vsaka ženska, ki je postavljena na to pozicijo, se čuti najprej dolžno, ker je na tej poziciji in želi zagotoviti kriterijem svojega nadrejenega.
To je bilo definitivno, prepričana sem, moje pravilo v Zlatarni Celje. Drugo pravilo, prepričana sem zagotoviti kriterijem oziroma zagotoviti ali pa se čuti dolžna svojemu partnerju, ker moj partner je pač bil moj generalni direktor, da pokažem, da sem sposobna, da znam. In takrat pozabiš na tisto, kar je najbolj pomembno, na empatijo. In pomeni, da se nismo imeli od kje učiti. Nismo se imeli kje učiti. In smo se učili izključno to, da je treba biti buldog, da je potrebno iti samo naprej, da je treba včasih tudi skozi, ne vem, vse, ko mitraljezem, ko da z mitraljezem, strelaš in ko je strelaš, več, ko jih imaš v lijaku, večji, ko bo lijak, bolj bo, ko bo žožu, pa je lahko 10% tvoja stranka. Jaz sem se že kar utrudila. Ženske, mi smo prve tiste, ki najprej pogledamo noter v nas, konkretno noter v nas in rečemo, zakaj da se same konkretno vprašamo. Jaz sem se tudi vprašala. Jaz sem človek ljudi, jaz sem človek tima, jaz sem timski človek. Jaz to, kar zdaj počnem, jaz sem v velikem razpotju. Trenutno se mi dogaja, da v enem mesecu in pol se moram odločiti, ali začnem v inštitutu zaposlovati ljudi, ali pa se odločim, da rečem, toliko bom delala, to bom vzela in that's it. Tako, trenutno sem v razpotju. Po drugi strani pa sama ne znam biti. Znam delati s timom, razvijati time. Zato mi je pomembno, ko sem v podjetji, ko vidim, kako podjetja rastejo. Najraje sem s podjetji, ko vidim, kako se spreminjajo, kaj delajo njihovi zaposleni. Ker to je tisto, kar me bilda, kar bilda mene in vem, da tudi bilda potem njih. No, ampak, da se vrnem nazaj. In najprej je pomembno pogledati vase in pogledati, zakaj se ne želimo povezovati. To sem hotela prej povedati. Da včasih sem tako naredila korak nazaj in sem rekla, a sem se skozi rada povezovala? Ja, sem se skozi rada povezovala, res sem se. Ampak sem se rada povezovala z ljudmi, ki sem čutila na drugi strani, da ne razmišljajo, to pomeni, ki so bili podobni meni, ki niso gledali na to, kaj pa, če mi bo ta vzel idejo, kaj pa, če bo ta mi vzel stranke, kaj pa, če mi bo ta vzel know-how. Jaz, vsi tisti, ki ste delali z mano, vsi tisti, naprimer v gibanju, nikoli nisem skrivala. Punce, vse, ki so bile z mano v gibanju, sem odprla, delila svoje znanje z njimi, zaradi tega, ker ocenjujem, da takšen kot si ti, takšni ljudi privabiš v svoje življenje. In težko, da tudi nekdo, če ti kakršnokoli idejo vzame, če ni podana s tvojo energijo, kaj koristi ideja, ko je nekaj napisano, če ni v ozadju zgodbe, če ni nekih izkušenj, ki lahko ti to zgodbo podpreš. Tako da, ko ženska najprej razčisti pri sebi, zakaj se ne povezuje. To pomeni, da se vpraša, zakaj se ne povezujem. Ja, zato, ko ne najdem ta prave osebe. Če to razmišljaš, ni okej. Mislim, kako ne boš našla ta prave osebe? To lahko že čisto iskreno povem, to je že prva stvar, na katero namiguje, da sebi ne zaupaš, da sebi ne verjameš, da si dobra. Ker na drugi strani, ko ne vidimo, da obstajajo dobri ljudje, da lahko najdemo sebe, to predvsem govorim, ker je veliko frizerskih salonov, kozmetičnih salonov, ker je veliko takih, ko so samo one man band ali pa še nekaj, gledam ljudi, ki so neverjetno sposobni, pa ko so stari enkrat 60 let, pa kar naenkrat ni več zanimiv. In tudi jaz ne bom več zanimiva, mogoče čez 5 let za nekoga, v tem primeru, da bi me hotelo eno mlajše podjetje vzeti, če ne bom delala na sebi, če se ne bom izobraževala, če ne bom vnašala nova znanja. Če se spomnite, sem rekla, tehnološko smo napredovali za 50 let, ostali smo pa emocionalno na zelo nizki stopnji. Zelo nizki stopnji. Nič nismo naredili pri sebi, da pogledamo, kaj v resnici nas teži, zakaj ne čutimo, da smo dovolj sposobni, zakaj se ne čutimo dovolj povezani, da lahko v svoje življenje privabimo še bolj uspešne ljudi, kot smo sami. Kaj je tisto? To so vsi vzorci, ki jih skrivamo pri nas. In pred nekaj dnevi sem imela razgovor in sem vprašala eno osebo, kaj je naredil oziroma kaj ste naredili za svojo osebnostno rast. In me je pogledal in je vprašal, prosim, kakšno je to vprašanje, to jaz delim samo s svojim partnerjem ali pa svojo partnerko, se ni važno s kom. Glih to je tisto,
kjer sem se jaz znašla v nekem svetu, zdaj v tem svetu. Jaz ne verjamem v instant rešitve. Res ne verjamem. In ne verjamem v to, da lahko greste in da vas lahko nauči oseba, čeprav zdaj pluvam po mojem, dobesedno po moji zgodbi v našem podjetju, dobesedno, ker nekaj takega imamo. Ne verjamem v instant recepte. Res ne verjamem v instant recepte. Zato, ker smo vsak je svoja oseba. Vsak živi svojo identiteto. In živite sebe. In ko živite sebe, boste živeli, ker so vsa druga mesta zasedena. Ful dober je en pregovor, pa sem ga zdaj pozabila, kdo ga že govori, ko reče, bodite to, kdor ste, ker so vsa druga mesta zasedena. Točno to. In instant recepti ponujajo za vse enako, za čisto vse enako, ste pa vsi drugačni. Vsak je drugačen. Nekomu paše tak pogovor, nekomu drugačen pogovor in tako naprej. Pomeni, če bi Slovenci, a mi je že kdo napisal, Ivica mi je napisala, da si želi pomagati. Jaz zelo rada po vsakemu pomagam. Ja, Ivica, pomembno je pa tudi tako gledati, ko mi vsakemu pomagamo, to pomeni, ko delamo na tem, da vsakemu pomagamo, pa rečemo, jaz bi pa želela tem pomagati, pa tem pomagati, pa tem pomagati, prosim, bodimo pozorni na to. Toliko, koliko pomagamo, toliko je tudi potrebno sprejemati. Če mi samo dajemo in nič ne dobimo nazaj, smo izčrpani in se izčrpamo od vse energije. Črpamo vso energijo in ponavadi ljudje, če bo kdo si želel pogledati, ker ljudje ful malo se posvetujejo ali pa si želijo coache in tako naprej, še posebej, ne vem, višji, ki si na višjem položaju, naprimer vodje, direktori, ne, tega pa jaz ne rabim, jaz pa to znam. Oni bi vsi mogli imeti po enega, najmanj po enega, zaradi tega, komu bojo pa oni izdali ali pa povedali svoje izzive. Ok, spet bom že, jaz bi lahko govorila zdaj 3 ure, ampak cilj je, da povem v čim krajšem času tisto, kar sem želela, Ta prva zadeva in bom kar zdaj šla nazaj, se bom vrnila nazaj. Danes sem odprla temo, ali se Slovenci dovolj povezujemo, sodelujemo, pomagamo en drugemu. Najprej težko ocenjujem zdaj za vas, lahko pa povem, kaj vidim. In najprej, ko bomo ženske šle v našo žensko energijo, to pomeni v energijo nabiralke, povezovalke, ko bomo začele sodelovati, ko bomo začele pri sebi, tako kot sem naredila jaz svojo, pa vedno delam, pa povem vam, da enkrat na mesec delam, odpuščam, dej spust, dejte spustiti, dejte poiskati, kaj vas zadržuje. A če pogledate katero žensko, a ste zavisni tej ženski, ali vam je všeč, pa si rečete, jaz bi tudi želela biti kot ona, kaj ona počne. Poglejte, naprimer, če ne slišite, da kako podjetje ima ful veliko rezultatov, a postanete tako malo ljubosumni, in če postanete ljubosumni, nič narobe. Ugotovili ste, kaj vas ovira. Pojdite v sebe, poglejte, odkot to izvira, ker dokler ne bomo očistili naših vzorcev, kar jih imamo v sebi, bomo vedno delovali na podlagi uma in ne na podlagi srca. In ko pridemo v srček, ne vidimo tega, ne vidimo, da na drugi strani bi nas nekdo lahko prevaral, zato ker take ljudi ne privlačimo, ker boste privlekli oziroma privlačili samo podobne ljudi, kot ste sami. Čisto podobno, kot ste sami. In je pa res nekaj drugega, Evo, bom zdaj delila še z vami to, če me mogoče kdo gleda, kakšna marketinška agencija ali pa mogoče kakšna dobra PR-ovka. Kaj pomeni dobra PR-ovka? To je zdaj dobro. Kaj pomeni dobra marketinška agencija, ki nekako podobno zgodbo živi kot jaz? To pomeni, da se zaveda, da so rezultati posledica dobro opravljenega dela. Da so ne dobro opravljenega dela, ker verjameš v svoje poslanstvo, ker živiš in meni je res interes, da vam pomagam, da spoznate svojo resnično osebo. Kaj je moje poslanstvo? Sem, da ste to, kdor ste in da uživate v tem, da se dobro počutite, da se res dobro počutite v tej vlogi, ker ko se boste dobro počutili v tej vlogi,
se boste začeli povezovati in začeli se boste povezovati s podobnimi in boste skupaj rasli in se boste skupaj razvijali in boste skupaj napredovali, odpirali obzorja. Če ste pa obtičali, če pa mislite, da je prav, da pomagate vsem na tem planetu, zato ker ste vi tako dobri, jih pa potem zraven vlečete žrtve. Odložite te žrtve dol, dajte te žrtve na stran, poglejte najprej vase, to sem jaz delala, se mi zdelo, da moram vsem pomagati na tem planetu, kdorkoli pač je, pa ne gre, res ne gre. Jaz lahko pomagam, pa bom drugače rekla, jaz pomagam, sodelujem se, povezujem z ljudmi, ki so mi podobni ali naprimer srečni. Bom dala nekaj afirmacij, katere bi bile dobre za vas, da se čim bolj povezujete, pa sodelujete, pa zraven bi tudi želela, da mi res napišete. In če se pa slučajno kdo čuti, da živi podobno zgodbo kot jaz, da je tako, da začuti to moje poslanstvo, ki je tudi del, ki se čuti, ki se poistoveti s tem poslanstvom, da znamo na pravi način pomagati ljudem, to pomeni, potem pa se mi lahko javi in bomo naredile, malo bom sedela z ljudmi, predvsem kar mi je pomembno, da vidim, kako vidijo zgodbo. Naj bo denar posledica tega, kar se zgodi. Res, najprej je potrebno zmanifestirati, vision board si narediti, da niso samo vaše želje, da plačate položnice, da ne vem, 2 otroka ali pa 3 otroke spravite srečno na pot, da greste na eno potovanje, da imate lep avto pa dom. Naj bodo te vaše želje malce večje, malce drugačne. Ok, in še za konec sem napisala si nekaj afirmacij. Če da vem, če sem še kaj vam hotela povedati, to sem vam, ja. Nezaupanje sem vam povedala, da povezujemo se zato, ker si ne zaupamo dovolj. In ko si ne zaupamo dovolj, pol avtomatsko tudi drugim ne zaupamo, ker nas je strah. Ali nas bojo izneverili, to je tudi del življenja. Tudi, če se vam zgodi, če kadarkoli prije, jaz vedno iz te zgodbe nekaj potegnem. Kaj je tisto, kaj je še pomembno se naučiti? Vsem tistim, ki ste še drage moje dame, jaz srčno upam, predvsem tiste, ki vodite ljudi, vodite, prosim, ženskim pristopom. Ženski pristop ima empatijo, to pomeni vse gradi na empatiji, to pomeni na čustveni inteligenci, na grajenju odnosov in ne na tem, da rani ljudi. Jaz se vedno sprašujem, ker pravi, da še to danes obstaja, ko nekoga nadereš, naprimer, to se je mogoče meni zgodilo, pa ne, če sem koga nadrla. Jaz sem mojo energijo pokažem pred tolikimi leti, kako človek lahko uspešno in perspektivno dela. Res ne vem. Tako da upam, da, dragi vodje, delate na sebi, da se zavedate, da niste, če ste v ženski energiji, ostanite v ženski energiji. Moške je tudi treba pokazati in podpreti v tem, kar počno. In če pa mi gremo v moško energijo, se pa zgodi nekaj čisto narobe. Čisto narobe. Moškim odrežemo krila, da nam rekla kaj drugega, odrežemo jajce, še bolj po domač, mi pa se prelevimo v tisto, kar v resnici nismo. Okay? Afirmacije, katere bi bile dobre, pa bom tako, delo, ki ga obožujem, jaz bi predvsem, kar bi želela, da najprej začnete sami pri sebi. Delo, ki ga obožujem, mi prihaja iz vseh strani. To je ena afirmacija, ki jo imam jaz napisano. Delo, ki ga obožujem, mi prihaja iz vseh strani. Prvo sem vam dala to. Prva je taka ena, vedno sem obdan, hvala, vedno sem obdana, jaz naprimer to zdaj za žensko govorim, ja, zelo lepo, Anita, napisala sprejemam vsakega takšnega, kot je včasih, si pa ne znam pojasniti, zakaj določena oseba vidi in se ukvarja, to bi mogla zdaj malo več videti, mogoče, če bom prebrala, bom odgovorila Aniti, tole bom pa zdaj res prebrala, ker mi je bilo zanimivo, ker je mogoče glih s tem povezano, to, kar govorimo. Jaz bi najprej eno afirmacijo, ki se mi je zdela taka res dobra,
če se želite povezovati, sodelovati s podobnimi ljudmi, kot ste vi. Moja afirmacija, ki jo imam čisto vsak dan, sem afirmacija, se pa je pri meni hvaležnost, lahko rečemo hvala, ker sem obdana ali pa ker sodelujem in se povezujem z krasnimi, uspešnimi, srčnimi, srečnimi in podobno mislečimi ljudmi. Zdaj imam podobno mislečimi ljudmi. Včasih, to pomeni, ko še nisem bila tako odprta v tem stilu, zdaj res poslušam, konkretno res poslušam sebe. In če mi srce reče ne rečem ne. Včasih, ko pa nisem imela podobno mislečimi ljudmi, sem pa želela imeti najprej srečne, srčne in uspešne. Zato, ker sem vedela, da oni so v svojemu stebru. Take hočem, to hočem biti. Tako da to je ena taka afirmacija, ki je lahko zelo dobra. Druga afirmacija, ki mi je bila taka, ki se mi je zdela, da je marsikatero od vas nima, tisti, ki niste srečni na svojem delovnem mestu, da najprej si prikličite, da ljubite svoje delo. Ljubim svoje delo ali pa obožujem svoje delo, karkoli takega. Kako boste do tega prišli, boste videli, ker se vam bo kar avtomatsko vse spremenilo in boste začeli gledati drugače, tudi boste znali reči, kaj ne boste vzeli, kar vam ne pripravlja, kar vam ni okej. Čez čas boste ugotovili, da mogoče niste na pravem delovnem mestu. Tudi danes en velik objem eni osebi, ki se tudi pri 50 letih odloči narediti spremembo. Tako da hvala, jaz sem tako srečna, ker sem res obdana s krasnimi ljudmi, ker me obdajate krasni ljudje in mi date. To so zgodbe, ki jih želim, da jih delim z vami, da jih naprej delim z vami. Koliko imam takih, sem ne vem, če mi dovolijo. To moram njih potem vprašati. Afirmacija, ki je tudi bila moja, ta je bila, uživam na moji poslovni poti, ki me vedno vodi k večjim uspehom. Uživam na poslovni poti, ki me vedno vodi k večjim uspehom. Tukaj zdaj že ura, Ježuša Marija. Zdaj, teh imam veliko, mogoče še eno tako, ki učim se iz vsake izkušnje. Dajte pogledati tako, da vse, kar se vam je zgodilo z razlogom, vse, kar je prišlo z razlogom. In rečete, kaj mi to sporoča? Tako kot sem vam zdaj rekla, da sem jaz zdaj v precepu. Jaz vem, da se bo nekaj zgodilo, nekaj bo prišlo. In bom pa vam rekla, okolje mi je že, oziroma univerza mi je že sporočil, kaj je prav in kaj ne. In bo že se mi tako naredilo, kot bo. Sem pa čutim ta precep, kaj ne naredim, a grem v zaposlovanje, grem v velik, pač grem ustvarjati podjetje, tako kot se spodobi, ali pa dejansko funkcioniram, pa rečem ne, delala bom manj, tako kot si želim in predvsem pomagala ženskam. Jaz se tudi mislim pomagati ženskam, Učim se iz vsake izkušnje. Evo, to je bil ena taka. Pa dajmo še za konec, ki je taka krasna in lepa in fajna in fejst in super, ker se vsi to želimo. Obilje nam prihaja iz vseh strani. A sem dala da prav? Obilje mi prihaja iz vseh strani. Obilje so odnosi, obilje so pravi ljudje, obilje je sreča, obilje je hvaležnost, obilje so srečni otroci, obilje je presrečen mož, obilje je sreča, toplina v domu, obilje je tudi denar. Tudi denar. Ampak, ko prihaja iz srca, ko prihaja iz ljubezni, bo tega vedno več. Zdaj bi pa res prebrana, bom šla pogledat, kaj mi je napisala ena, ki se super navezuje na temo. In mogoče včasih, se ne vem, kdaj vam naj na vse to odgovorim, zdaj sem uvedla, zdaj imam tako, 2 stvari uvedeno. Uvedla sem, tisti, ki boste želeli imeti kakršnekoli odgovore, bom imela manjše skupine, 30 ljudi, vprašanja, 1,5 ure in odgovori. To bom tudi naredila, ampak to pa ne bo brezplačno. To bo pa za plačati. Mislim, da je 33 evrov. Druga zadeva, kar vam pa lahko povem, da tudi jaz bom naredila križarjenje, ampak ženskami bom naredila. Križarjenje ženskami. Res, ker želim tem ženskam dati. Evo, to je tako, to se točno to polovi, pridejo pravi ljudje v tvoje življenje in je zadnjič prišla draga gospa, krasna, 61 let stara gospa, veste, kakva zgleda pri 61. In sem rekla, ajde, naj se spustim, naj pogledam, kako to. In smo se pogovorili in to naslednjič, malo več o tem povem, ampak predvsem v tem, da zakaj žensko, zato ker želim, da ženske prijete v svojo maternico noter, da začutite to svojo žensko energijo in da uživate 5 dni. Da vas peljem, da mi cvetite, da pojete, da ko prijete domov, da kar odprejo moži pa reče, wow, kaj se je s tabo zgodilo. Tako mi reče ena ženska,
da bojo pol vsi moži me klicali, pa bojo hoteli imeti mojo telefonsko številko, kaj se je zgodilo z mojo partnerko, kakšna sprememba se je naredila. Ok, zdaj pa dajmo še pogledati vprašanje, ki ga zdaj tam noter in tam gor ne morem pogledati. Bomo pa tle zdaj, čakaj, to moram da zdaj na tiho, da se mi ne bo slišalo. Ja, križarjenje na morju. Križarjenje na morju bo, samo malo, kako se pa to zdaj vidi. Joj. Dragi moji, veste, to je pa zdaj tehnologija, ki jo še pa jaz nisem nekako znala nagruntati, po moje ne bom je znala nagruntati. Bom pa prosila, če mi lahko tako je napisala, ker ne vem, kjer je napisala, mi lahko še enkrat napiše. Še enkrat mi ne napiše, ker to hitro gre, pa ne vidim, kaj je napisala. Mislim, da je želela zgodbo podeliti, da vedno vsakemu da priložnost in vsakega sprejme takšnega, kot je, ampak potem mi pa v življenje prihajajo drugačni ljudje, nekaj v tem stilu, se opravičujem, res ne morem videti. Kakorkoli, da sem zdaj iPada prežgala, mi ne gre, ne najdem. A mi bo katera mi bo napisala, obilje mi prihaja z vseh strani, bravo, kdorkoli, viš ta telefon, to gre na hitro. Če se bo spomnila tista, no, ampak v vsakem primeru, mogoče bi dodala notri. Med tem časom, ko bom počakala, če bo ta draga gospa z mano delila še ponovno zgodbo. Vedno dobimo na drugo stran osebo podobno nam. Samo ti vzorci so malce večji. Pomeni, sem rada vodena, kako potem, da greš na drugo delovno mesto, če nimaš poguma. Če nimaš poguma, sem rada vodena, kako potem greš na drugo mesto, če nimaš poguma oziroma voditelja. Ja, pogum je najprej potrebno poiskati svoje vzorce, na tiste vzorce, ki jih imate v sebi, ker pogum je nek zaviralec vaše manjvrednosti, nesprejetosti, nisem dovolj dobra. To so vsi vzorci, na katerega je potrebno na vas delati. In pogledati majhnega otročka in poiskati vse te vaše izzive, da lahko to najdete. Pomembno je pa tudi to, ko smo pogumni takrat, ko verjamemo vase. In če ne verjamemo vase, se vedno sprašujemo potem, a je to pravi korak ali ni pravi korak. V enem stavku ni takega odgovora. Tako kot pravim, draga moja, ko boš začela ali pa ko boste začela delati pri sebi, ugotavljati, kje ste izgubila ta pogum, kaj se je zgodilo kot majhni deklici. Veliko odraslo osebo nič ne boli, čisto nič. Tanjo Skaza, odraslo osebo nič ne boli. Sonjo Koširjevo, mojo mamo, kakor vidim, Jožico, vse ostale nič ne boli. Boli majhne punčke noter v nas, ne glede na to, koliko smo stare. To pomeni, mi vedno v življenje privlačimo podobne ljudi, kot smo sami. In ko meni kdo reče, ja, kako pol veš, kakšni bojo prišli k tebi ljudje? Meni zelo pomaga, da sem v visoki vibraciji, ko poiščem vsaki stvari, vsakem človeku njegovo svetlobo. In ko sem, vidiš, kako pa ne vidim več naprej, po moje niti kliknati ne morem. Hvaležna za obilje vsega dobrega, ki me obkroža. Bravo, zlata dama, ki je to napisala. Zdaj pa ne več gledala, ker če bom čakala sem na tisto, da bi mogoče odgovorila, pa bom nekaj v tem stilu. K meni prihajajo vsi ljudje, ki so meni podobni, z podobnimi vzorci. Razlika je samo v tem, da sem mogoče ta vzorec je že odpravila, ampak imela sem ga, zato je pri meni. Mogoče je moj vzorec, naprimer na 3, pri njej je pa zdaj še na 7 in se bo postopoma zmanjševal. Isto ali pa podobna, zelo je podoben meni, samo kar je, da je še tam, kjer sem bila jaz pred 5 leti, pred 3 leti, pred 2 letoma, v 1 letu, ali pa je čisto podobna meni. To pomeni, kadarkoli se vam zgodi, da spustite v svoje življenje osebo in če vidite, da vas mogoče prizadene, to se vprašate, kaj mi je bila ta šola, kaj je še prav, da delam na sebi. Hvala, Katja. Gospa Anita Garber je napisala, da je vsakega sprejema takšnega, kot je, da pa včasih ne razume oziroma ne zna pojasniti, zakaj določena oseba vidi in se ukvarja samo z drugimi, pri sebi pa ne zna urediti stvari in jih ne uredi in jih ne vidi pri sebi. Ja, zato, ker 3-krat lažje spreminja druge, kot pa sebe. To je najtežje delati spremembo na sebi. Že to, da se zdaj vprašamo, ko boste končali video, da vprašate se konkretno,
S kom sem se povezala v zadnjem času? Kdo so moji prijatelji? Koliko časa imam že ene te iste prijatelje? Nič ne bom rekla, da je narobe, ker imate ene te iste prijatelje. Ampak koga ste spustili v svoje življenje? Koga ste spustili? Komu boste začeli? Pri komu boste začeli? Pri sebi ali pri drugih? Vsi bi želeli spreminjati vse. Čisto vsi. Najtežje zato je pa delati na sebi in spreminjati sebe. Spreminjati nikogar ne moremo. Lahko spremenimo samo sebe. Tudi to je moje poglavje v knjigi, kjer pišem. Koliko sem želela spremeniti ljudi. Dejte no, ko sem spremenila sebe, sem spremenila avtomatsko njih in so postali drugačni. Tisti, ki pa niso želeli moje spremembe, so pa odšli iz našega podjetja. Dragi moji, upam, da ste uživali, upam, da vam je bilo koristno, upam, da ste se imeli lepo z mano v družbi. Tako da, jaz sem prepričana, da na drugi strani ste zelo, zelo mi podobni. Celo eno zgodbo sem vam delila, ne vem, kdaj je bilo to nazaj, ko sem rekla, ko je ena moja stranka, moja zlata Darja, rekla tudi pred vsemi, ko je povedala zgodbo, da sem išla na živce, gor, dol sem tja. Pa je pa prišla k meni, ker jo je nekaj vleklo k meni. Pa je ugotovila, da ima zelo, zelo podobne vzorce, da smo jih oddelali, ena malo več, druga malo manj. In zato pravim, vedno vas bodo privlačili in vedno vas bodo privlačili in vam šli na živce in v dobrem in v slabem pomenu ljudje, ki so podobni vam. Tisti, ki vam niso podobni, tiste niti opazili ne boste. Dragi moji, čas je, da se povezujete, ampak kako, ko boste najprej začeli delati na sebi. In še to, vse, kar želim, da ženska gre v žensko energijo. In ko ženska gre v žensko energijo, gleda z drugačnimi očmi, drugače delegira naloge, drugače usmerja in drugačne stranke privablja v svoje življenje. En krasen lep večer, jaz bom imela krasen vikend, ker grem na intenziven vikend, delati, uživati, se imeti fajn in se vidimo spet naslednji četrtek.